Dobro jutro. Božič je za nami, dan samostojnosti in enotnosti pa tudi. Pa mnogi izmed nas, izmed vas, ali pa mnogi ljudje niso začutili pristnosti in prisotnosti božičnega duha. Duha, ki je naj bi se vsaj enkrat na leto prikradel v človeško srce, v človeškega duha. Mir in ponovno rojstvo miru. Znova in znova imamo en in isti praznik, pa mnogi ne morejo dohvatiti, da je Božič ne obdarovanje z darili materialnega sveta, nažeranje s hrano, ki drugače se ne znajde na mizi, in veseljačenje brez primere. Božični duh je nekaj, kar se čuti v srcu in mora občutiti vsak sam. Mnogi ne morajo dojeti te globine, ne glede na to, da Božič praznujejo tako vneto, leto za letom, desetletje za desetletjem, a ne? Ja, za njim pa praznik samostojnosti, neodvisnosti in enotnosti, pa mnogi ne zastopijo, kaj svoboda je. Da svoboda ni stvar od odzunaj, ampak da svoboda se začne od znotraj, svobodnega duha, svobodnih nazorov, svobodnega koraka in svobodne volje za svobodne odločitve, da so te odločitve primerne za mene, ne za kogarkoli drugega. Mnenje za druge mene ne zanima, niti mnenje drugih mene ne zanima. Jaz vem, kaj je zame dobro in meni je važno, šta je meni važno. Tudi v eni pesmi imamo zapisano. Mnogi ne morejo razumeti, kaj je svoboda, kaj je enotnost, kaj je pripadati enemu. Pa sej vendarle v srcu isto mislimo, kaj ne? Od tukaj naprej v srcu isto eno mislimo, ker smo iz enega. Prihajamo iz enega očeta, iz univerzuma, iz Boga, od stvarnika. V DNK-ju nam te stvari pišejo, ne moremo jih zanikati. Če jih nas v šoli niso o tem učili, če nas v šoli tega niso učili, to še ne pomeni, da tega ni. Tako kot doktorjev niso učili škodljivosti frekvenc, a ne? Pa zdaj pravijo, da je vse v redu, ni panike, kar frekvenco, v krevet si jo dajte. Zgleda, da je to super. Nič se nismo učili, da škoduje, torej ne. To je ista filozofija in ne gre verjeti kar vsakmu na vsako žogo. Nekako moramo pogruntati, da je treba verjeti sebi. Začutiti Božič vsak sam. Začutiti svobodo vsak sam. Začutiti pripadnost enemu. Ja, jaz namesto vas tudi ne morem začutiti pripadnosti enemu. Lahko sem trdim, da to je, lahko ponavljam, lahko orisujem z vseh strani, namesto vas pa jaz tega ne morem narediti, tako kot namesto mene ni naredil nihče. Ja, prazniki so za nami, tudi goli smo vmes, sem dal sidarto, piknik, nikogar ne izdamo od teh, ki smo goli na Golgoti, se razgalili in resnični, takšni kot smo, potujemo po svetu in upamo jasno in glasno zagovarjati to, kar smo. Zato ne rabimo jajc, zato rabimo resnico, zato rabimo odstraniti vse, kar nismo bili. A ne? Vse to, kar smo devali na sebe, nekih mask oziroma identifikacij, to nismo mi. Veste, jaz sem rekel milijonkrat, nismo majhni mi, res ne. Pa bom zdaj dal drugačno primerjavo. Ja, kot človeček, ne, smo tako veliki, ne, fizična oblika. To, čemur pripadamo, ne, oziroma naš višji jaz, pa je ena gromozanska gmota, ki sega do samega svoda neba. A ne? Tako zelo veliki smo. Čeprav fizično zgledamo majhni kot liliputanci. Sam liliputanci v ozadju ne nosijo nobenega višjega jaza. Mi pa nosimo v sebi kompleten univerzum, kompletno
historijo, kompletno preteklost in prihodnost in živimo v sedanjosti s temi, bom rekel, znanji in spoznanji, lekcijami in veščinami, ki smo jih osvojili tekom tisočletij in reinkarnacij. Zatorej, dajte zastopati, da v bistvu ne da pripadamo Bogu, vsak izmed nas je svoj Bog, ki pripada univerzumu. Ne morem drugače, svemir je drugače tudi, ne? Vse merje se imenuje univerzum po slovensko. Moč slovenskega jezika je neznansko velika. Pa so rekli, pa kaj bodo ti slovenčki, to se človek težko navadi in čao. Dragi moji, naš jezik je tako zelo bogat, da je za znort. V bistvu se sploh ne zavedamo ne tega, kako smo mi veliki, ne kako velika je naša jezikovna zapuščina. In meni, bom iskreno priznal, me kar zaboli, ko slišam, kako mladina, pa ne samo mladina, kakšen procent ljudi v bistvu to slovenščino paca in maže s tujkami, jo zanemarja pravilno uporabo slovenskih faktorjev, bom rekel sklanjatve, predlogi, ovo. In kako šlampaste zapise odraslih ljudi gledam brez pravilne uporabe ločil, velike začetnice, s, z, h, k, predlogi in tako. Precej žalostno, da smo zanemarili sebe in jezik. Izdali smo, mislim, jaz ne. Jaz nisem izdal ne jezika, ne sebe, kamoli drugih, in prav bi bilo, da vsak sam sebe vpraša, koga je kolikokrat izdal, na koliko nivojih. Zastopam marsikdo izmed nas v tem času, prazniki so dostikrat za mnoge precej depresivni in stresni, srečati se je treba sam s sabo, mnogi zamenjujejo osamljenost z osamo, želijo, da bi nekdo drug jim nekaj dal, potrebujejo nekoga, medtem ko empat želi se izvzeti in se osamiti in biti sam s sabo. To je lastnost empatov. In če ste radi sami sabo, čestitke, bravo, spadate na stran svetlobe, na stran sonca, na stran tistih, ki prebrcavamo to temo stran od nas, ker tema je začela riniti počasnejš, svetloba postaja vsak dan hitrejša in vse bolj je jasno, da zmagujemo iz minute v minuto, vsak znotraj sebe in kolektivno. To se nisem zmislil, to jaz čutim, preberam in imam potrditve z več strani, da je temu tako. In želim vam povedati, da po svetu ne potekajo vojne, da ljudje po svetu ne trpijo strani zunanjega sveta. Če kdo trpi, trpi vsak posameznik znotraj sebe. To pa zato, ker želi trpeti. Če ne bi želel trpeti, bi rekel, gonite se vse slabo v 3 krasne, grem jaz tja, kjer je dobra volja in kjer je vse po moje. Pa ne gre to tako, ne? Lažje se je caftati, kako boli, kako trpim, poglejte me, kako trpim. Ne, ni to prava stvar. Ne. Jaz sem tudi stisnil svoje solze v preteklosti. Jaz sem jih, pa nisem edini. Vsak jih je, ker je bolečina, čez katero moramo iti, ker smo jo skrivali, kar konkretna. In v tem času praznikov, v tem obdobju kratke noči, pravzaprav se dan že daljša, saj se kar čuti, ne? V tem obdobju smo nekako prisiljeni, da se na plano prikliče vse, kar smo želeli pred sabo skriti. Ste želeli skriti. Tudi skozi podzavest morajo stvari ven, tiste stvari, za katere sploh ne veste, da ste jih prikrili. In te stvari vam mogoče ven prihajajo v sanjah. Te sanje mogoče izgledajo težke, naporne, obremenjujoče, zastrašljive, moreče,
Ampak to je del vaše podzavesti. Tudi to mora na svetlo in naj gre. Naj enkrat za vselej gre, kar ne rabite. Ne rabite vi umazanih kastrol doma šparati, zato da boste imeli spomin na božično večerjo. Spucajte kastrolo, pa boste noter kaj novega skuhali. Vsak dan je nova priložnost za ustvariti nov dan, a ne? Saj ta s kastrolo kar dobra, ne? Umazano kastrolo čuvati, da boste imeli spomin na božično večerjo, ne? Še naslednje, ne vem koliko mesecev, nima veze. Vsekakor mi je jasno, da pot naprej v naš pravi jaz, v naš popolni jaz, ta pot naprej ne more iti brez spreobrnenja. Kdor je v življenju delal napake, bom rekel nezavedno in celo zavedno delal narobe, mora se spreobrniti, priznati napake, reči, zajebal sem, ne bom nikoli več, ker to ni prav, puščam to zadaj in grem naprej. Ne? Žalovanje spada v isto kategorijo, joj pa je umrl, pa je umrla, ja, je, naj se, tako je pač moralo biti, a razumemo ali ne, ne, ampak je prav, da se od stvari poslovimo, naj si bodo to ljudje, situacije, partnerski odnosi, službe ali ne vem kaj. Skratka, spreobrnitev vsakega posameznika je nujno potrebna. Kdor misli, da bo s svojo preteklostjo lahko korakal vnaprej, ne vam povem, da ni to rešitev in ne bo šlo tako. To se je dalo tisočletja prekrivati in prenašati travmo na druge, zdaj ta stvar ne bo šla več. Telepatija je tukaj, ukvarjamo se že z njo, marsikdo. In v telepatiji ne obstaja prikrivanje in pa laž. Ne? In to ne more biti, bom rekel, osnova za lep in zdrav svet, za zdravo družbo. Zdrava družba lahko kooperira le z dobrimi nameni. Okay? Ti, bom rekel, egoistični nameni meni ne bodo peljali več. Veste, tako ste svoje partnerje najdeli. V njemu ste zagledali, in tole bo pa moje, za zmeri bom jaz to imel ali pa imela. Ne da se, ljubezni se ne da držati, lahko se jo pije iz nje, lahko se jo pa ubije, imeti se jo pa ne da. In mnogo ljubezni je zgodovina skozi partnerske odnose zatrla, skozi odnose nasploh, ne samo partnerske. Bližje, ko smo ljudem pustili, bolj so znali to frderbati normalno. Svet mrtvega in neživega je ubijal vse, kar je bilo živega, lepega in naravnega. Kaj ne? Vendar od višine se zvrti, kaj enkrat skočimo na vrh, pol se pa... Nočet na glas, a? Nočet na glas, jaz znam tle na glas, pa nočet na glas. Ja, me heca, ne? Babo, skrime v svojo dlan. Kdo nekoga kam skrije v kakšno dlan? Jaz ne morem nikogar skrivati, lahko pa vas objame mati ljubezen. To pa ja in vas bo skrila pred umazanijami tega sveta na način, da ste obvarovani pred vsem zlom, pred vsem, kar vas želi napadati, ste zaščiteni, ko se predate ljubezni. Jaz vam garantiram, da imamo okrog sebe tako, bom rekel, električnega pastirja. In nihče mi nič ne more. In zaradi tega tako glasno upam kričati, ne bojo nas, nikoli nas ne bojo. Ne? Nič nam ne morejo. Če smo veseli, nam nič ne morejo. In to je ta sila, ki jo, ta, bom rekel, obrambni ščit, ki ga mi imamo, kadar stopimo na stran naših, na stran svetlobe, na stran ljubezni, na stran pravice. In ta nas nemudoma začne ščitati. In to sama želi ščitati sebe in svoje pripadnike, ki jo govorimo. In beseda je meso postala. Sej resnica je znana in jasna kompletnemu univerzumu že ves ta čas. Sam povedati jo ni imel kdo. To smo pa zdaj mi na vrsti, da prikrijemo vso laž, ki se je s tako hitrostjo širila kot plesen na vseh možnih nivojih našega sveta. Ja, ena taka stvar mi je še preletela, spreobrnenje je sicer ena taka precej, bom rekel, religiozna beseda, ne? Ja,
Pa vendarle je treba se obrniti, spreobrniti, ni kaj. No in cerkev kot taka je prostor, kjer se ljudje vzgajajo. Ja, cerkev je prostor, kjer se ljudje vzgajajo. Kdo je tisti, ki vzgaja? Je ta, ki stoji za oltarjem, res pravi? Vzgaja res v smer ljubezni, pravice, poštenosti in ljubezni? Ali uporablja te besede za to, da ljudi zavaja in jih zapeljuje v še večjo skušnjavo? Kot poznamo religiozni princip, je dejstvo, da je v bistvu vsak vernik bil zaveden in zavajan na dnevni bazi. Okay? In če je kaj pravice, bi mi mogli cerkve pravzaprav iz cerkva ven zbrcati vse farizeje, vse, ki govorijo v satanov prid. Tudi vsi ti, veste, tudi Božič je oskrunjen strani religije in strani cerkve, čeprav namen Božiča je čist ta prav in je čist ok, če ga pogledamo s prave smeri, če pa ga damo ga pogledamo strani religiji, pa to ni prava stvar. Jaz se opravičujem, še malo se pucam, nikaj. Treba je ustaviti eno zelo pomembno stvar. Kalvarija. Kalvarija je pravzaprav prispodoba za veliko trpljenje. Kalvarija je prispodoba za križev pot, če sem si prav zapomnil. In prikazuje resnično veliko trpljenja človeka, kar pa še ne ubija, Trpljenje notranje nam dovoljuje, da fizično živimo, vendar noter fejst trpimo. In to trpljenje moramo na nek način končati, more se končati ta kalvarija, zaradi tega, ker je nepodnošljiva in je to, kar nam je sistem ustvaril, pravzaprav je sistem ustvaril kalvarijo vsakmu posamezniku. In zakaj dovoljujete njemu, da vam narekuje dnevni tempo življenja? Zakaj? Sistem ni za nas, on ustvarja nam kalvarijo in ta kalvarija mora biti končana. Kdo jo bo končal? Ne obstaja zunanji faktor, obstaja zgolj notranji junak, notranji otrok, ki želi živeti in ne želi trpeti. In ta otrok, dajte njemu prednost, dajte ga poslušati, dajte mu možnost, da on zakoraka v to življenje, da ne bo trpel stvari vaše preteklosti, vaših prednikov, vaših partnerjev, vaših, staršev, ki so svoje travme zlivali na vas. Ne dajte temu otroku tega in ustavite kalvarijo barem do sebe. In ko boste spremenili sebe, boste spremenili svoj svet, okolico svojo, tako. In zavedate se, da mnogi ljudje, ki so pač prodali svojo dušo in delujejo kot deluje množica, delujejo kot narekuje sistem vladavine parazitov, Vsi ti ljudje živijo kar v 3 dni, ne iščejo višjega smisla, nimajo potrebe po čem večjem. Kdo gleda? Kdor gleda iz pekla na nas, ne vidi, kdo je del neba. In Siddharta so nam vse sort povedali. Dotikamo se neba, ne razumejo. Tisti, ki so od spodaj, ne razumejo, zakaj hočemo mi gor. Zaradi tega, ker ne iščejo ničesar, po drugi strani pa imajo izgubljeno vero v sebe, da mi, ne bom, zbrišem, ne iščejo višjega smisla, ker nimajo s čem iskati višjega smisla, nimajo s čem preračunati. Sami so zapadli v tako, bom rekel, blatno močvaro, kamor hočejo povleči še ostale, da bi bili vsi v močvari. Pa temu ni tako. Mi ne gremo več v močvaro, ker smo prescali kar nekaj krvavega urina in
kar neki trnjeve poti prehodili, da smo iz te močvare prišli ven. Nekako bi moglo biti vsakmu jasno, da zagovarjamo svoj stav do svojim življenjem, če je treba. Ne boste nas zvlekli dol, nemogoče. Seveda, bolj ko se odmikamo, bolj je jasno tem negativcem, da nas želijo zvleči nazaj, ne? Da jim uhajamo, da jim grabijo kak divji. To je zdaj postala taka, res bom rekel, Hunger Game, igra lakote, da je za znort. Zdaj vsi, ki se prebijamo naprej, lahko potrdimo to isto stvar, da je ubi Bože, kaj počnejo, a ne? Ja, in tisti, ki so nekje, bom rekel, prodali svojo dušo, so postali neke vrste neki pajki in ti pajki crkljajo obžalovanje in lastno bolečino. Ne? Ljudje brez duše so začeli, mislim, z poškodovano dušo, da ne bom šel zdaj, z umazano, z zadimljeno svetlobo. Oni ne obžalujejo, crkljajo obžalovanje in lastno bolečino. Če se znajdete v tem, vam povem, da to ni nobena pot naprej, če crkljate, kako je. Kako nas boli močno, ja, fejst me boli zelo, ja, živjo, jutri te bo tudi, ker imaš tako rad. Ja, sej, kaj pa češ, tako je, nič se ne da narediti. Ja, drugi ne bojo, res ne. Naša življenjska naloga, kaj je bila naša življenjska naloga? Da pripeljemo čez življenje svojo dušo čez neomadeževano in neprodano, nedotaknjeno. A ne? To je bila naša naloga. To nam je bilo dano v naročje, čuvaj in pripelji čez življenje neomadeževano. In kaj ste naredili? Kaj so naredili? Valjda so jo prodali za 2 solda in idemo. Koliko ljudi je padel v tej nalogi, žalostno spoznanje, ampak ni kaj, oni so tam, mi pa ne. Nismo vsi tega naredili, mi smo za to dušo pretrpeli svašta in jo nismo prodali, zaradi tega, ker smo se držali naloge. In kapo dol vsakmu, ki je pripeljal dušo čisto do sem, a ne? Če se je popackala, se je, ker včasih ni bilo drugače, kot na njo prestopati breg, ampak enostavno večji del ste jo držali in prav je tako. Mnogi jo niso, mnogi so jo prodali. Zaradi tega, ker so jo prodali s pogodbo, ki je unrevertible, kako se reče, ne da se te pogodbe s hudičem nikoli prekiniti. Ko je pogodba s hudičem podpisana, je podpisana in se jo ne da znulirati. Tako da so ljudje kar v precej velikem sranju in ako trdim, flikante čez ramo in čao, Satan več nima moči in puste njega zadej. A ne? Tudi s tem se strinjam. Strpnost in poslušnost vodita kam? Do zmage. Strpnost in poslušnost vodita do zmage. My ass. Tisti, ki zdaj razmišlja z glavo, je rekel, to si pa narobe povedal. Res je. Strpnost in poslušnost vodita v pogubo. In pogubljen je tisti, ki sledi besedam drugih. Tudi mojim besedam ni treba verjeti. Nauku bi bilo fajn, če bi, ja. Besedam pa ni treba, ker vsi smo zmotljivi, pa mogoče moj princip ne paše vsakmu. Mogoče pa si Darta komu paše. Meni je. Še zdaj mi. Ljudje, ki so slepo poslušali in sledili, so v bistvu najbolj odgovorni, da smo pravzaprav tle. Smo bili zavedeni vsi, drži. To ni naša odgovornost v kompletu. Ne, ni. Je pa naša 100% odgovornost, da stvari spremenimo, pogruntamo, kje smo, odpremo smo odprti do stvari in stvari obrnemo na glavo. In nismo več neposlušni in nismo več kar neskončno strpni. Niso marali nas, ki smo malo zarobantali, ne? Ni jim bila všeč naša božja jeza, ne? Zato so pa vztrajno govorili, ne se jeziti, Matej. Kaj s teb tok ne paša? Kaj, kar vse je narobe? Ja, je, vse je narobe. In ne, da sem nestrpen, ampak ne morem govtati kot normalno nekaj, kar normalno ni. Ne zame, ne za moje
bom rekel, otroke, za mojo družbo in za celotno civilizacijo. Če ni dobro, ni dobro. Varno in učinkovito lahko rečejo 6 milijardokrat. V mene ta njihova trditev ne penetrira, ker ni resnična. Tako nekako. Na tem svetu mir ni dovoljen, ljubezen pa je prepovedana. Poznate to? Mir ni bil dovoljen in sprejet, ljubezen pa so prepovedovali na vsakem koraku. Zavedajte se tega, ni enostavno dohvatiti, ampak ja, kamorkoli se obrnemo, je ljubezen prepovedana. In prepovedano je vse, kar je lepo. Še smeh bi nam radi prepovedali. Radi bi nam prepovedali sproščenost, radi bi nam prepovedali svobodno voljo. Ne? Saj so nam skoraj vse to že probali nekako prepovedati. Celo ustavo so poteptali ti paraziti gnili. A ne? Čez njo so šli, kaj nas boli kurac, kdo ste vi, mi smo mi in gremo. In rabili smo korono, da so nam dokazali, kako podli, gnili in pokvarjeni so, pravzaprav kakšni so njihovi nameni pod njihovimi krasnimi maskami, lepimi kravatami in želvakarskimi oblačili. A ne? Mafijasta. Ne, imam že novo besedo. Mafijasta mafija. Ja, vsak človek bi mogel ozavestiti, da nas hoče vlada ubiti. Ne pa tisti segment, ja kaj pa češ, tako pač je, ne? Ne bo, stari. Ali boš se umaknil, ali boš sprejel to. Kaj pa češ, tako pač je, ne? Ali boš tako sprejel, ali boš rekel, dosti je stari, gonte se v tej krasne, in mene ne boste ubili. Ampak izbira je lastna. Vsak sam izbira. Se boš umaknil, ali se boš podredil pa prilagodil. Ja, sej ne moreš, lej, sistem tak pač je, ne? Pač nas bo ubil, ne? In sistem pa pač mora biti, je pač, ta je pač morilski, ne? Tako da, a veš, včasih so bili Rimljani, pa to, zdaj pa so pa morilci. Lej, ko je, nas bodo pa pobili. Kako lahko človek to sprejme? Kako lahko človek to sprejme? Jaz ne morem to dohvatiti, da se na glavo postavim. Zdaj, če ima čist prazno čebulo, ne, v nobenem primeru ne morem razumeti. Nekdo te želi pobiti in ti rečeš, okej. Ne morem in bomo videli, dokam bodo stvari peljale, ker v bistvu resnično to je resnično take vrste šov, grozljivka, tragikomedija in srhljivka v isti sapi, znanstveno-fantastični film o zombijih, no to pravzaprav gledamo. Ja, verbalno nasilje je ena izmed stvari, ki je precej prisotna med ljudmi in lepo prosim, ne nadaljevati z verbalnim nasiljem. Torej, paraziti iščejo konflikt in na konflikt ljudje še vedno v prevelikem procentu reagirate z agresijo, a ne? Ne tega delati. Imamo tipko blok, ne, lahko vedno človeka odmakneš iz svoje časovnice, ne pa dovolj, da v bistvu negativa proži v vas negativno dejanje. Ne? To ne dovolj. Verbalno nasilje, opažam, je še kako preveč živo. Previdno. Ja, evo, kar je bil glih Božič, sem si tle napisal, vsem motilcem miru želim mnogo miru. Še več miru, mejte, ne? Vi, ki bi radi motili mir. Kako boste z mirom motili mir? Ne? Vi sami noter ste polni nemira in svojim nemerom želite vplivati na okolico, da sejete nemerno voljo. Mi kekci sejemo dobro voljo. V eni roki sonce, v drugi zlati smeh. Ne? In imamo za ušesom napisan, da je dobra volja najbolja. In mer je tisto, kar je naše osnovno stanje. Vsi tisti, ki ne mer ustvarjajo, naš mer kalijo, to niso naši ljudje, dragi moji. To so ljudje, ki so proti nam. Okay? In mi moramo iti blizu med drevesa. Drevesa nam ne dajejo nemer. Drevesa so prispodoba, ukoreninjen mer in opazujte jih.
Opazujte njihov način delovanja. Oni so naši bratje in sestre. Sicer jih ne bi s takim užitkom tolkali, sekali in jim vrhove rezali. To ima svoj višji pomen, meni verjemite, da ja. In drevesa so komplementarna bitja nam, kar oni izdahnejo, mi vdihnemo. In prikazujejo moč, stabilnost, neomajenost, kljubujejo zimam in vetrovom, ne dajo se jokati, ne pustijo se jokati, sprejemajo situacijo takšna, kot je, na katero nimajo vpliva. In v vsakem momentu so tam, kjer so bila včeraj. In ne gane jih nič, sam motorka jih pobije. Ne? Dobro, skratka, vsem motilcem miru želim še več in mnogo miru. Okay. Ja, bodimo negovalni, negujmo svoj mir, ker torpediranje prihaja iz vseh strani. Vsi napadajo, mnogo je napadov in ne spadati med njih. Dajte stran. To, kaj oni počnejo, je njihov način bojevanja. Naš odgovor na njihovo bojevanje ne more biti z enakim orožjem, a ne? Ker njihovo orožje je primitivno, naše pa ultra napredno. Ne? Zato, da ostaneš meren v bitki, moraš biti hudo natreniran. Kaj ne? No, kar natrenirajte se. Ljudje pa na tem svetu, ljudje mislijo, da so na tem svetu podnajemniki, in kar mislijo, da kar vse je njihovo, ne. To je vse naše zdaj. Bo gospodar povedal, kako je, a ne? Če ti prideš v podnajemniško stanovanje, se moraš malo obnašati, ne? Ali kako? Ali ko prideš na zemljo, se pa lahko obnašaš kaj ono svene, ali kaj? Bo gazda povedal, kako je doma. Kdo je gazda? Ja, gazda je mama zemlja in oče univerzum, a ne? In karma temu pritiče zraven. Pričakujte najboljše, ne sprašujte se kako. Ne? Univerzum ve, rabi samo tvojo pozitivno resonanco. Ok, bomo razdelali. Želim, da ste pozitivni, da ste merni, da ne padate na floskule okolice in pričakujte v življenju najboljše, ne najslabše, to ste naučeni. Najboljše pričakujte. Istočasno pa ugasnite ki se sprašuje, kako pa bo to ratalo? To pa ne, to pa vi tega odgovora pa ne veste in ga ne rabite vedeti, niti ne rabite vedeti procedure, kako bo to šlo. Tle rabite vero in zaupanje, da to tako bo. Če boste pričakovali najboljše, bo univerzum vam želel ustreči, ker želi, da ste v balansu, a ne? Vi rabite samo biti v tem, kaj bi radi in vesolje se bo temu podredilo. Tako deluje zakon privlačnosti, tako deluje magnetizem, tako deluje privlačnost, law of attraction. Dragi moji, Siddharto se v zimskem jutru od vas poslavljam, še nekaj dni nas loči do novega leta, kjer sem se odločil, da bomo prvič skupaj naredili novoletno oddajo, silvestrsko, o polnoči, upam, da ne zaspim prej. Bomo naredili eno silvestrsko, da si razjasnimo še pojme, kaj je staro bilo in kaj novo je in kaj novo bo. Da se skupaj poslovimo od tistega, što nam ne treba. Tisto, kar nam ne rabi, tisto, kar ne rabimo v svojem življenju in v življenju, ki je pred nami. Želim vam, da se imate prečudovito, da ste polni optimizma, da ste polni lepih misli in želja, da vse slabo, vse travme, vse težke zapacane stvari vržete čez ramo in pričakate novo leto že očiščeni. Srečno. Čau.